Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Center šolskih in obšolskih dejavnosti ima 22 domov po vsej Sloveniji, dom Trilobit na Javorniškem rovtu pa je bil urejen kot drugi v državi. Nekoč je bila tukaj karavla, obmejna vojašnica, zgoraj nad nami je avstrijska meja in po koncu razpadu Jugoslavije, po osamosvojitvi so ostale te karavle neizkoriščene in je prišlo do ideje, da bi te karavle izkoristili za izvajanje šole v naravi. V Trilobitu izvajajo program klasične šole v naravi, namenjen učencem od 4. do 9. razreda. Poznavanje same narave v okolici, spoznavanje življenja v okolici, v življenju na Gorenskem, predvsem tukaj poudarjamo železarstvo, potem imamo zelo, približujemo geologijo, namreč tukaj okoli so bila odkrita najdišča fosilov, ki so bila edinstvena. Gospod Jože Bedič, ki je tukaj nekoč iskal fosile, je našel kar nekaj novih fosilov, ki se imenujejo po naših krajih, po Jesenicah, po Sloveniji, po nekdanji Jugoslaviji, po naših znanstvenikih. In tako smo tudi mi naš dom imenovali Dom Trilobit po tej zanimivosti. V domu ni živahno le v času šole v naravi, ampak tudi vsak konec tedna. Preko vikendov dobimo tudi šolske skupine, imamo programe za nadarjene, potem prihajajo pa tudi razna kulturna društva, razne folklorne skupine, pevski zbori, tudi razne študentske skupine, pa razni športni klubi, ki pridejo tukaj izvajati svoje priprave. V domu šolskih in obšolskih dejavnosti Trilobit posvečajo še posebej veliko pozornosti športnim vsebinam. Inštruktor Rok Pančur otroke in mlade navdušuje za plezanje, veslanje, pohodništvo in jih uči, kako preživeti v naravi. S tem veščinam praktično spoznavamo otroke, ne samo spoznavajo, tudi praktičnih preizkusijo. Na spodaj imate jezero, otroci tudi veslajo, jih učite veslati? Seveda, veslajo, uživajo pri tem. Včasih se tudi kdo skople, če ne posluša navodil, drugače pa večinoma uživajo pri tem. Pred samim domom je tudi plezalna stena? Ja, na to plezalno steno otroci z veseljem plezajo, spoznavajo plezanje, gibanje, vse te stvari, varno opremo, kako naj jo uporabljajo, vse. Je kaj strahu pri mladih? Dostikrat. Strah pred višino, ampak vsak ima svoj vrh. Pride, dokler pride. Včasih se kjer potrudi pa premaga samega sebe, proba večkrat, tako da tudi pridejo do vrha tudi tisti z največjim strahom.